Sprašujete me, če grem na potovanje. Ja, grem, in to za 2 leti. Ampak ne grem sama. Skupaj z mano potujejo tudi drugi voditelji in birmanci 3 župnij: Sveti Križ, Dovje in Jesenice. Ko enkrat spoznaš, da je življenje z Jezusom lepo in mu svoje življenje predaš, potem se začne dogodivščina. Ni vedno lahko, je pa vedno lepo. Pri meni je bilo tako, da sem poleg tega, da sem že imela službo, družino, me je poklical še v to, da sem prevzela vodenje verouka. S tem mislim, da lahko rečem, da za vse katehete velja, da imamo radi mlade in da jim želimo to veselje in navdušenje nad evangelijem posredovati. To včasih ni lahko, zato ker mladi so kar zelo zahtevni in njim ni dost, da jim samo nekaj govoriš, nekaj poveš, ampak hočejo argumente, ki so za njih relevantni. In če to dosežeš, si lahko res zelo vesel. To v bistvu takoj še ne veš, ampak poj šele se pokaže z leti. Zato mi je pri našem delu posebej všeč pri našem načinu, da jim ne govorimo izpred katedra in jim nekaj razlagamo, ampak se za določeno temo skupaj pogledamo en posnetek kot iztočnico, potem pa se na to temo skupaj pogovarjamo. Dostikrat pa potem debata nanese tudi na stvari, ki so se njim zgodile med tednom, ki so jih vznemirile, ki so jih razburile, ki so jih navdušile, in tudi to vključimo potem v naša srečanja. Mladim na ta način predstavimo osnove naše vere in pa različne poti, ki vodijo do Jezusa. Papež Pavel VI. Je zapisal, da današnjega človeka ne nagovorijo učitelji, ampak pričevalci. Če jih pa že nagovori učitelj, je pa to zato, ker je dober pričevalec. In tudi mladim pripravimo različne pričevanja, da spoznajo, kako je koga Jezus nagovoril in se mogoče tudi sami v tej zgodbi najdejo. Mladi me vedno znova navdušujejo tudi s svojimi sposobnostmi, z idejami, koliko jih imajo in kakšne dobre ideje imajo. Včasih potrebujejo majčkeno usmerjanje ali pa kakšne osebne spodbude in se razvijajo njihovi talenti in pridejo ven lahko zelo dobre stvari, na katere so tudi na koncu sami zelo ponosni. In čeprav imam močno osebno izkušnjo molitve in tega ne morem direktno posredovati, lahko jih pa povabim oziroma lahko pa skupaj z njimi pred Najsvetejšim slavimo Boga in se jih tudi na ta način Bog dotakne. Blaženi Carlos Acutis je rekel, da je Evharistija avtocesta do nebes. Ta neprestana navzočnost, prisotnost Jezusa je mladim včasih težka ali pa težko razumljiva. Ampak moramo se zavedati, Jezus jo je postavil tudi zanje. Povezovanje med župnijami je za odrasle večkrat ovira, večkrat nekaj težkega. Za mlade je pa to lahko odlična priložnost, da se povežejo z drugimi mladimi, da spoznajo druge, ki tudi verujejo v Jezusa. In to je neka dobra popotnica za to, da bodo ostali skupaj tudi po prejemu sakramenta svete birme. Cilj je mladim predstaviti osnove vere in različne poti, ki vodijo do Jezusa. Ne nazadnje, nikoli ne vemo, kaj bo koga nagovorilo oziroma na kakšen način bo Jezus koga nagovoril. Mi dajemo na razpolago svoje roke in verjamemo, da naše delo blagoslavlja. Da bodo ti mladi lahko nekoč se samostojno odločili za Jezusa in skupaj z njim stopili na pot sreče, za katero so bili ustvarjeni.